Dobro, bi mi pričeli sejo. Lep pozdrav vsem občinskim svetnicam, svetnikom na 5. izredni seji. Pozdravljam tudi občinsko upravo občine Ravne na Koroškem, na čelu z direktorico občinske uprave in pa tudi seveda predstavnike medijev. Pričenjam torej s 5. izredno sejo. Po točko 1 ugotavljamo sklepčnost. Prisotnih vas je 18, torej občinski svet sklepčen, po točko 1 lahko ugotovimo sklepčnost. Po točko 2 je potrditev dnevnega reda 5. izredne seje, torej ta seja ima 5 točk zaporednih, 3 vsebinske s 3 podtočkami in dajem ta dnevni red v razpravo, ki je predlagan s samim pisnim sklicu seje. Če ni razprave k dnevnemu redu, predlagam sklep, ki se glasi: občinski svet potrjuje predlagani dnevni red 5. izredne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 8 je za. In da prehajamo na prvo vsebinsko oziroma tretjo zaporedno točko, obravnava in potrditev investicijskega programa obnova mestnega stadiona. Tu bi prosil za predstavitev našo sodelavko Sabino Hrašan, ki vam bo predstavila investicijski program, torej naše investicijske namere, ki je že bila sprejeta v okviru dokumenta identifikacije investicijskega projekta na občinskem svetu, sedaj pa za potrebe prijave na razpis, ki je šel v mesecu maju in katerega rok za prijavo se izteče ta petek, 31. maja, moramo torej potrditi ta investicijski program, okolikor želimo torej premakniti investicijo iz načrtovanja oziroma identifikacije, kot pravi dokument, v samo potrditev investicije, kasneje v rebalans v današnji seji in pa potem tudi na samo prijavo. Teda prosim, Sabino Hrašan, če nakratko predstavi, kajti svetniki to že poznajo iz DIP-a, torej investicijski program obnova mestnega stadiona. Prosim. Lep pozdrav in hvala za besedo. Kot je župan že omenil, smo v tem mesecu in sicer konkretno 10. maja je bil objavljen razpis na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in pa šport in pa že ta petek, 31. maja, je potrebno oddati prijavo na razpis. Upravičenke do sofinanciranja investicij so občine in skupaj je na voljo okvirno 32,4 milijona evrov. In sicer v letu 2024 dobrih 22,4 milijona evrov. Ministrstvo je razpisalo razpis in sicer, ki je bil razdeljen na 2 sklopa, sklop 1 in sklop 2. Sklop 1 zajema obnovo, novogradnje in pa rekonstrukcijo javnih športnih objektov in pa sklop 2, tukaj gre pa za posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin. Obnova mestnega stadiona spada pod sklop 2 in sicer sklop 2 je razdeljen tudi na podsklope. Naša investicija zajema podsklop 2, kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije višja od 1 milijon evrov. To pomeni, da bodo investicije sofinancirane v višini do 500 000 evrov v letih 2024 in pa 2025. Kot je bilo tudi že omenjeno, DIP smo sprejemali v mesecu januarju, danes pa obravnavamo dokument in sicer investicijski program. In na začetku se opravičujem za manjše popravke v tekstu dokumenta in sicer je nastala napaka v velikosti nogometnega igrišča, ki je veliko 7100 kvadratnih metrov in pa sofinancer navajamo Fundacijo za šport, ki se navaja samo v tekstu dokumenta, ne v finančnih tabelah. Popravki so narejeni in sicer na skupnem serverju je že objavljeno popravljeno gradivo in pa tudi na spletni strani. Cilj investicije je obnova mestnega stadiona, torej z popravljeno vrednostjo skupne velikosti 13.290 kvadratnih metrov in sicer je predvidena obnova atletske steze v velikosti 5.200 kvadratov, obnova nogometnega igrišča v velikosti 7.100 kvadratnih metrov in pa obnova multifunkcijskih igrišč v velikosti 290 kvadratnih metrov in pa seveda še postavitev novih reflektorjev. V sklopu obnovitvenih del atletske steze je predvidena obnova sintetične podlage in sicer je predvidena odstranitev zgornjega sloja, popravilo asfaltne podlage, robnikov ter pa preplastitev. In pa prav tako odrivne deske, kjer je predvideno popravilo in pa gradnja novih korit za skoke,
predvidena namestitev nove konstrukcije za met kladiva ter pa namestitev ločitvenega robnika tekališča. Nogometno igrišče z umetno travo je predvideno polaganje umetne trave, in sicer iz sintetičnih vlaken z polnilom v velikosti 7000 kvadratnih metrov. Tukaj gre tudi za obnovo drenažne podlage, polaganje pršilno-zalevalnega sistema ter pa obnova kanalet in pa robnikov ob travi. Pri multifunkcijskih asfaltnih igriščih tukaj, kot je bilo povedano, gre za obnovo velikosti 990 kvadratov. V sklopu investicije pa je predvidena odstranitev zgornjega sloja, dotrajanega tepiha ter pa preplastitev z epoksidnim poliuretanskim premazom. Predvidena je pa namestitev novih konstrukcij tudi za koše. Prav tako so še reflektorji novi, tukaj pride namestitev, se pravi razsvetljave z 4 stebri in pa nameščenimi reflektorji. Ker je predviden rok investicije daljši od 12 mesecev, je bil izveden preračun iz stalnih cen v tekoče cene, kjer je upoštevana inflacija v letu 2025 in sicer se predvideva v višini 3,4%. Ocenjena vrednost po tekočih cenah tako znaša 1 333 535,29 evra z DDV. Predvideva se pa izvedba investicije z lastnimi sredstvi občine, sredstvi Šolskega centra Ravne, Nogometne zveze Slovenije in pa Ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport. V primeru izvedbe investicije bo občina morala zagotoviti 713 535,29 evra lastnih sredstev, Šolski center Ravne 30 000, Nogometna zveza Slovenije 900 000 in pa torej nepovratna sredstva iz ministrstva se predvideva, da pridobimo 500 000 evrov. Torej skupna vrednost 1 333 535,29 evra z davkom. To bi bilo na kratko, hvala. Hvala, gospod Hrašan, za predstavitev te investicije, obnova mestnega stadiona. Odpiram razpravo občinskega sveta pri tej točki dnevnega reda. To je bilo že sprejeto. Če ni razprave, torej predlagam sklep o 2 točkah, ki se glasi. Občinski svet občine na Koroškem sprejema prvič. Občinski svet občine na Koroškem potrjuje investicijski program obnova mestnega stadiona in načrt razvojnih programov za projekt obnova mestnega stadiona. Drugič, občinski svet občine na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov teksta dokumenta. Kdo je za? 18 za, glede na soglasnost, prisotnost je to soglasno. Prihajamo na naslednjo točko dnevnega reda, 4. točka. Tu gre pa za novo investicijo, o kateri odloča ta mandat oziroma sestava občinskega sveta, in sicer notranja prenova in dozidava športne dvorane osnovne šole Prežihovega Voranca oziroma brez osnovne šole Prežihovega Voranca, samo Prežihovega Voranca. Tu bo potem, po mojih 2 minutah, gospa Hrašan predstavila investicijo. Gre za točko, ki se obravnava v 3, bi rekel, stopnjah obravnave investicije, poleg same identifikacije, potem investicijska zasnova in pa investicijski program. V vseh 3 korakih pa gre za enako namero občine, načrt občine, torej da po dolgih letih, bi rekel, prizadeva, načrtovan, razmišljan, pričakovan, obljub raznoraznih finančnih konstrukcij, torej pristopimo k prijavi na razpis za to dvorano. Kot je bilo že povedano natančno, izšel je 10. maja z rokom prijave 31. maj, 21 dni, torej časa za dokončni razmislek o športni dvorani in dokončno odločitev. Vendarle pa je to največ denarja, kar se je v zadnjih vsaj nekaj letih ali pa desetletju ponujalo za občinsko športno infrastrukturo. In smo nekako veseli, da vsaj ta denar je na voljo občinam, čeprav lahko rečem, da ga v preteklosti je bilo več tudi za občinsko javno oziroma občinsko infrastrukturo na področju predšolske vzgoje, kjer smo bili deležni 85% financiranja investicij v vrtce, ampak to je bilo še pod prejšnjo
vlado oziroma pod prejšnjimi proračuni Republike Slovenije. Ne glede na to smo se odločili predlagati, da tudi ta, bi rekel, vir zagrabimo, kajti vemo, da dvorana iz leta 1975 je nekako že jo je najedel zob časa, kljub temu, da smo v preteklosti zamenjali, vgradili nov parket, jo obložili z novo kritino streho, z novo, bi rekel, pločevino okoli strehe in tudi v lanskem letu je šola prenovila razsvetljavo. Letos nekaj smo vlagali, pa vendarle ta telovadnica ne ustreza nekim, bi rekel, sodobnim dimenzijam. Vse skozi smo poslušali seveda strani Zveze športnih društev in športnih klubov problem rokometa na Ravnah, kajti je seveda igrišča, ki je v naši največji dvorani, ne ustreza tem dimenzijam. In pa tudi dejstvo, da na Ravnah že seveda več kot 30 let hodimo na razne družabne prireditve, plese, kot so maturantski plesi, valete v druge kraje. Najbrž vsi, ki ste bili maturanti, ste druge plesali, svojimi starši zaključevali srednjo šolo in tudi to, če lahko rečem, travmo občine Ravne odpravljamo torej s to investicijsko namero. In vsi ti, bi rekel, motivi so bili del projektne naloge, ki smo si zastavili skupaj seveda z strokovnjaki ter izdelali to, kar je danes pred vami, torej dvorano, za katero še nekako zmore občinski proračun, kar boste kasneje slišali, ne majhna sredstva, da torej se približno na polovico 50% stopnjo sofinanciranja pridemo, kar so tudi nazadnje ni tako malo, da bi to lahko pač spustili mimo, gledali mimo, kako bi druge občine pač seveda si zgradile sodobno športno infrastrukturo za 50% sofinanciranja, na vidiku tudi na bi rekel, po uradnih sklepih vlade ali pa tiskovnih konferencah, ki jih vidimo, se ne napoveduje boljši odstotek, se v prihodnjih 2 letih, kolikor lahko seveda obstoječi odločajo. Tako da to je taka, bi rekel, priložnost, srednja dobra, prav dobra, no, ni odlična, zato predlagam, da jo pač izkoristimo in da se prijavimo ta petek na ta razpis in, bi rekel, zasledujemo te cilje, ki sem jih na grobo pač preletel. V nadaljevanju pa jih bo sva naša sodelavka predstavila. Zdaj dvorana, kako velika je in vse te stvari boste slišali, ključno je, da je nekako omejen zunanji gabarit te dvorane oziroma zunanje mere, s tem so tudi definicija notranjih igrišč, kaj natančno bo pa znotraj dvorane še možno, pa je stvar še nadaljnjih natančnejših odločitev. Navsezadnje pa so tudi izvedbe javnega razpisa, ki bo dal šele pravo ceno izgradnje. In dokolikor bi seveda ta cene bile nizke, nižje, no kot načrtujemo, bi si lahko tudi še kaj več privoščili v nadaljevanju, ampak zdaj v tem trenutku je pač to neka realnost, a je skromna ali ni skromna, jaz mislim, da še vedno je skromna, no, ali pa zmerna, bom rekel, skromna ni, ker vendarle govorimo o največji telovadnici na Koroškem, zmerna in pa tudi, da zadovoljuje veliko večino naših potreb v naši lokalni skupnosti, morda ne vseh, no, veliko večino pa. Zato predlagam, da ta sklep in to investicijo potrdimo ter se z njo prijavimo in če bomo uspešni, izgradimo, če ne bomo uspešni, bomo pač ponovno drugič trkali na ista ali kakšna druga vrata za vire sredstev. Prosim Sabino Hraša, da predstavi od moje točke, bi rekel, poročevanja naprej, same mogoče bolj značilnosti investicije, torej te dvorane z vsemi vadbenimi enotami, vse, kar je v dvorani. Prosim. Hvala. Kot je bilo predhodno povedano, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in pa šport razpisuje 2 sklopa in ta projekt notranja prenova in pa dozidava športne oziroma dvorane Prežihovega Voranca spada pod sklop 1. Tukaj gre za obnove, novogradnje in pa rekonstrukcije javnih športnih objektov. V konceptualni fazi so bile preverjene različne variante glede možnosti izvedbe, ki so se razlikovale glede na vire financiranja, tehnične rešitve in pa terminskega načrta izvedbe investicije. Po urbanistično-arhitekturni, lastniški in pa funkcionalni analizi je bila izbrana varianta, ki je predmet DIP-a, predinvesticijske zasnove in pa je obravnavana tudi v investicijskem programu. Obravnavana investicija predvideva notranjo prenovo in pa dozidavo športne dvorane Prežihovega Voranca, ki je pa zasnovana kot sodoben objekt za izvajanje športnih aktivnosti, kot na primer izvajanje športa v okviru obveznega programa osnovnošolskega izobraževanja, športno-rekreacijski in pa kulturnih dejavnosti, izvedbi različnih šolskih in pa tudi občinskih prireditev.
Razlogi za investicijsko namero izhajajo iz obstoječega stanja telovadnice osnovne šole, in sicer ta je z vidika energetske učinkovitosti v relativno zelo slabem stanju in pa tudi so prostorske stiske, saj trenutno ne zagotavljajo zadostnih ustreznih površin za šport glede na število uporabnikov. Investicija z novo prenovo in pa dozidavo dvorane Prežihojega Voranca predvideva notranjo prenovo obstoječe telovadnice osnovne šole v velikosti 1398 kvadratnih metrov neto tlorisne površine in pa dozidavo športne dvorane velikosti 1656 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. Ta novi objekt, ta prizidava je zasnovana kot skoraj nič energijska, večnamenska športna dvorana z možnostjo navezave na obstoječo telovadnico osnovne šole, ki se stikata na jugozahodni strani. Ta novi objekt je grajen iz 2 kvadrov in sicer v srednje dimenzije 30x55 metrov, tisti manjši pa je dimenzije 10x15 metrov. Ta športna dvorana zajema program osnovnih športnih površin, ki omogoča delitev na 3 ločitvena vadbena polja v srednjem delu ter pa dodatni večnamenski vadbeni prostor. V pritlični etaži je predviden še celoten program garderob in pa športnih shramb ter pa izvlečne tribune, ki so namenjene obiskovalcem za cirka 300 oseb. Navzven izgleda objekt je take kvadratne oblike, ki bo imel ravno streho nekega minimalnega naklona. Objekt se funkcionalno in pa višinsko prilagaja obstoječemu objektu in sicer ima notranjo višino 11 metrov. V sklopu navedene investicije je predvidena tudi izvedba nujnih vzdrževalnih del na objektu telovadnice osnovne šole Prežihojega Voranca in sicer velikosti 1338 kvadratov neto tlorisne površine. Tukaj je predvidena obnova stenskih in pa stropnih oblog telovadnice, menjava sedežev in pa celovita sanacija garderob in pa sanitarnih prostorov. Investicija omogoča dostop vsem prebivalcem in sicer to je pomembno, da športna dvorana Prežihojega Voranca predvideva izvedbo več kot 20 športnih panog, športnim panogam bo omogočala izvedba te investicije. In sicer tukaj bo možno organizirati vadbo za badminton, boks, gimnastiko, judo, karate, košarka, mali nogomet, odbojka, ples, rokomet, tenis in podobno. Za nekatere športne panoge bo mogoče organizirati tudi uradna tekmovanja, kot na primer za badminton, boks, gimnastiko, športno, ritmično, judo, karate, košarko, 3x3, namizni tenis, mali nogomet, odbojko, rokomet in podobno. Predvidena je pa tudi izvedba različnih športov, tudi različnih parašportov, kot so na primer košarka na vozičkih, košarka za gluhe, paraodbojka sede, paranamizni tenis, paraples in tako dalje. Po končani investiciji telovadnico obdrži v upravljanju osnovna šola Prežihojega Voranca, športno dvorano pa prevzame upravljanje ZKŠTM. V dozidani športni dvorani je predvidena tržna dejavnost. Rok investicije je daljši od 12 mesecev, zato je tudi tukaj izveden preračun iz stalnih cen v tekoče cene in je upoštevana inflacija v letu 2025 v višini 3,4 odstotka, v letu 2026 pa 2,2 odstotka. Viri financiranja so tukaj navedeni in sicer lastna sredstva občine Ravne zagotavljajo višino sredstev v višini 1 434 232,68 evrov, to so lastna sredstva. Ekosklad od tukaj bi pridobili 513 360 evrov in pa nepovratna sredstva MGTŠ-ja pa je predvideno, kot je bilo navedeno v razpisu, pričakujemo 1 milijon evrov, torej skupno 2 947 592,68 evra za DDV. Hvala. Hvala, gospe Hrašan, za to predstavitev.
Predlagam, da kar upravimo razpravo o vseh treh podtočkah. No, točka 4 ima 3 podtočke, 4.1 DIP, 4.2 PIS, 4.3 pa IP. Prosim, prvi bil gospod Zih, potem sem videl gospod Ravnik, potem gospod Ranc. Ja. Jaz bi sam to rekel, podpiram ta projekt, kajti Ravnec je res zasluženo lepo, prostorno, športno, večnamensko dvorano. Bi pa nekaj upozoril, ne. Jaz vem, sigurno se bo treba nekaj zadolževati, pa nekaj drugo. Če imamo kaj pokazati, a ne, to smo pa mi naredili, sploh ni problem, zadolžimo se. Sam bi pa res apeliral, tako je že enkrat gospa Ranc tudi rekla, za strehe, za določene zadeve. Dajmo zdaj, ko se ti projekti delajo, razmišljimo naprej, da ne bo pozadnji spet kak kolaps, da ne bo morali popravljati novo narejeno in bi rekel, da naj bi se nadzor nad tem res bil v nulo in da ne bi prišlo do kakih nepravilnosti. Ne. Ker že zdaj, kaj sem čuje, dvorana višina 11 metrov, zdaj ne vem, kakšni so evropski normativi, 12. No, to pomeni, da ne bo slučajno rekli, zdaj morali mi imeti, pa kaj pa vem, odbojkaši so zelo dobri, a ne, so perspektivni, bi prišli v Evropsko ligo in bi rekli, zdaj bo še ti dvorani ne more nastopati, ko je preniska za 1 meter. Zato bi jaz pač apeliral na to, da se to malo razmisli, če tudi se malo projekt podraži, ampak dajmo narediti, tako da bo v zadovoljstvo vsem, kaj ti nikoli ne veš, ne, mladi odbojkaši so državni prvaki, ne vem kaj vse, čisto mod pride kakšna evropska tekma in da ne bi pa rekli, ja zdaj pa tu ni kaj, moramo iti špilati, ne vem kam, se kam drugam tole v Koroške, tako ne moramo iti. Ampak no, to bi predvsem rekel, da podpiram to, zdi se mi fajn, ampak dajmo razmisli, da bo vse tako mora biti. Hvala. Hvala, gospod Ziho. Gospa Ravnik je pa potem gospod Ranc. Hvala za besedo. Jaz bi tudi povedal, da kot svetniška skupina Gibanje Svoboda podpiramo izgradnjo nove dvorane, imamo pa dodatna vprašanja glede same izgradnje, pa tudi nekatere pomisleke, ki upam, da jih bomo skupaj rešili. V bistvu predstavljeno je bilo to, da bo kot nevečnamenska dvorana, ampak v gradivu smo dobili, da bo objekt po enotni klasifikaciji objektov uvrščen med stavbe splošnega družbenega pomena podrobneje med stavbe za šport z oznako 12650. Tako da to me sem zanima, a bo možno res izvajati druge programe, maturanske plese, kulturne programe in podobno, a bo res namenjen samo športu glede na klasifikacijo. Potem druga je, da je osnovna šola Prežihu Govoranca to dvorano spet po podatkih zgradila 1967. Je pa danes ta dvorana energetsko potratna. Fasadni zidovi niso toplotno izolirani, dotrajana so okna, zastarela je razsvetljava. Torej, varianta C, za katero bi se odločili, ne vključuje energetske obnove starega dela dvorane. Stroški vzdrževanja stare dvorane se višajo vsako leto, kot smo že slišali večkrat, z novo dvorano pa dobi osnovna šola dodatne stroške vzdrževanja. Zanima nas samo to, ali je to višanje vzdržno za šolo. Zanima nas pa tudi, kdaj se planira energetska obnova starega dela stavbe, torej sedanje telovadnice. Potem tretje vprašanje, kaj se zgodi v primeru, da ne dobimo na razpisu in razpisa ekosklada ne bo, ali vseeno gremo investicijo. Vemo, da je v prihodnosti planirana obnova atletskega stadiona, obnova oziroma novogradnja kulturnega centra, pa nas zanima, če bo občinski proračun vzdržal vse te investicije. Naša svetniška skupina meni, da si tako velika investicija, torej to je 4. točka, da se ne nadaljuje, torej da si tako velika investicija res zasluži točko na redni seji in tudi obravnav na odborih. Predlagamo torej, da vse večje projekte, ki so planirani za prihodnost, predstavi se vnaprej, da bomo lahko pripravljeni na prihajajoče razpise in da ne bo potrebe, da se na hitro sprejemajo na izrednih sejah. Torej, predlagamo, da se na ravni občine pregleda vse bodoče investicije in se predstavijo vsem občinskim svetnikom, svetnicam, prav tako pa se vključi vse deležnike, katere projekti zadevajo. Zaenkrat to, hvala. Hvala, gospod Ravnik. Gospod Hrašan, pa bi pa odgovorili, no, gospodu Zihu in gospod Ravnik, na njena 3, njegovo eno vprašanje. Gospod Ranc, prosim. Kaj smo reči?
Pardon, Sparanc, ste obe Sabini. Lep pozdrav vsem. V preteklosti smo pri nekateri že večkrat opozarjali na to prepotrebno obnovo športne dvorane Prežihovega Voranca in seveda veseli dejstvo, da imamo v obravnavi te dokumente, ki so podlaga za prenovo in pa dozidavo. Jaz se bom seveda bolj navezala tudi na odbojko, kot moj predhodnik gospod Zih. Vsi vemo, da je odbojka doma na Ravnah, da se v tej športni dvorani igra prva državna odbojkarska liga pri članih, da imamo državne prvake v mlajših selekcijah in poudarjam to, seveda ni samoumevno in pa nepomembno in zato je prav, da jim strani lokalne skupnosti namenimo pozornost, kot si jo zaslužijo. Izpostavila bi, da je izvlečnih tribun za 300 oseb v projektu premalo, da višina za 1 meter več, torej 12 metrov je boljša rešitev. Zanima me tudi, kako je možno te dimenzije še naknadno kaj spreminjati. In iz prve roke lahko povem, da je obisk odbojkarskih tekem na Ravnah najvišji, ne glede na to, da imajo ponekod po Sloveniji bistveno lepše pa bolj funkcionalne športne dvorane. Že na samem finalu mladincev je bilo na Ravnah v športni dvorani preko 500 gledalcev. Vemo pa, kako je bilo vzdušje v športni dvorani leta 2022, ko so se člani ponovno uvrstili v prvo državno odbojkarsko ligo. Tribuna je pokala po šivih, vzdušje je pa itak euforično. In na Ravnah bojo v odbojkarskem klubu Fužinar leta 2028 praznovali 100-letnico obstoja. In so na Ravnah je tudi realen potencial, da se bodo bodoče igrale tudi mednarodne odbojkarske tekme, kjer so, kot pa za vsak šport, določeni standardi objekta, kjer se lahko igra. Dajmo imeti tu v mislih in dejanjih, da bomo na Ravnah dobili nek uporaben objekt za športe, v katerih se na Ravnah tekmuje, sploh pa za tiste, kjer imamo potencial, kamor odbojka nedvomno sodi. Hvala. Hvala, če se strinjate, bi zdaj probali mi odgovoriti na ta 3 svetniške razprave. Najprej višina, kot gospod Zih omenil, pa tudi gospod Sparanc je navezala na to. Vmes smo imeli seveda tudi sestanek z odbojkarskim klubom Fužinar in pa Zvezo športnih društev. Čeprav je svetla višina dvorane, v tem trenutku 9 metrov, to pomeni brez ovire, dvorana je 11 metrov, ampak 9 metrov. In to zadostuje za mednarodni rang tekmovanja Liga prvakov, razen za finale Lige prvakov. Finala Liga prvakov se mora igrati 12,5 metra, pred sabo imam pravilnik odbojkarske zveze, tako da za to višino, ki je zdaj v investicijskem programu, torej višina igralnega območja 9 metrov, se lahko igrajo tekme državne reprezentance in pa tudi sama Liga prvakov. Na evropskem nivoju. EP tekme v klubskih evropskih pokalih se lahko tudi igrajo na tej višini, prvi državni odbojkarski ligi pa se lahko igrajo še na nižji višini. Tako da razen finale Lige prvakov in pa tekmovanja državne reprezentance na najvišjem nivoju, tu bi pa bilo potrebno 12,5 metra višine. To ne bo, bo pa 9 metrov, torej višina, kot je rečena, bo pa še možna sprememba projekta, kolikor bo, bi rekel, v trenutku pač oddaje del, ampak seveda se bo treba odločiti, ali kupimo morda eno tribuno več, ali pa seveda damo 2 metra svetle višine več. Tako da zagotavljamo, da če je 9 metrov svetle višine, to zadostuje za rang velikosti ECL, EP1DL, kar seveda je preveljivo po mednarodnem pravilniku v dvoranah in je tudi potrdil predsednik odbojkarskega kluba Fužinar. Kar se tiče večnamenskosti, absolutno pomemben cilj te dvorane je, da je večnamenska, da omogoča ne samo kaj preomenjene družabne dogodke, kot so seveda maturantski plesi, valete, ampak tudi koncerte, kjer seveda je del, bi rekel, koncertne ponudbe, gostinska ponudba in zato ste prej slišali, ne bo, bi rekel, objekt v upravljanju šolske ustanove, ampak zveze oziroma zavoda za turizem, oziroma športni turizem. In tudi en pomemben detalj, sicer to že zdaj obstaja, v bistvu klubi plačujejo najemnino v dvoranah, vendar prek nekega posebnega sistema, kajti pri dvorani si mislimo cel DDV refundirati, to pa je pogoj, da bo seveda oddajanje dvorane v DDV sistemu, zato bi klubi kot že sedaj za dvorane pravzaprav dobivali račune od
od upravljavca, šola pa seveda bo nekaj malega, že ne boš tudi uporabljala novo dvorano, ampak pretežna raba bo z davkom na dodano vrednost, zato če natančno pogledate, IP davek ni strošek občine. Proračunska zmogljivost je, torej ta kredit, ki bo najet, je v okviru proračunske zmogljivosti. Energetska prenova stare dvorane, delno se dvorana obnavlja v tem DIP-u oziroma IP-ju, vsekakor pa rabimo seveda kakšna sredstva ekosklada, da še energetsko prenovimo staro dvorano, ki je seveda tega nedvomno potrebna. Pa kaj bo, če ne bo, zdaj o tem potem računamo na, bi rekel, to, da bomo dobili, če pogledam tudi na levo stran, pa še tja v tisto smer, da se bo kakšna dobra beseda rekla za to prijavo občine Ravne. Če ne, smo seveda spet na svojem, je opcija, ali gremo na drug razpis, za katerega je minister rekel, da bo 20 milijonov evrov, zdaj je 32, ali da gremo v javno-osebno partnerstvo, kar smo razmišljali, ali pa čakamo na nekaj izmed bodočih razpisov, da seveda sledimo temu cilju te izgradnje dvorane, ampak o tem potem, no, zdaj ne bi preveč razpredal pri tem sprejemu. Vsekakor pa, kot je rekla tudi gospa Ranc, ob 100-letnici 2028 bi zagotovo na kakršenkoli način bilo prav, da je neka nova dvorana na Ravnah. Toliko v tej rundi razpravljavcev. Gremo naprej, prosim, gospa Verdinek. Ja, hvala za besedo. Torej v bistvu se strinjam z vsemi svojimi predhodniki, tako da kaj posebej ne bom povedala, ampak ta varianta, ki je zdaj in govorimo o tej problematiki že kar nekaj let, se mi pa zdi res najboljša. No? Se pravi, nekako ločitev vzgoje in izobraževanja, se pravi prostorov, kjer se odvija vzgoja in izobraževanje in ta večnamenski prostor, ki bi lahko potem ga izkoristili v celotnem potencialu. Še enkrat bi poudarila to energetsko sanacijo. V resnici je stara telovadnica potrebna. Tako steklene površine, se pravi stavbno pohištvo, zunanje stavbno pohištvo in pa ta toplotni ovoj. Zdaj ste tudi dobili vse podatke in ti kažejo, da je v resnici zelo, zelo potratna dvorana. Bi pa mogoče eno stvar, če se bo zdaj to vse dogajalo na tej lokaciji, še mogoče spomnila, da balon, ki je tam, se pravi to nogometno igrišče, zdaj posega ta dvorana v ta prostor, elektrika je trenutno vezana še na osnovno šolo Prežihovega Voranca. Ko se bo zdaj prestavljalo najbrž nogometno igrišče, da se s tem priključkom naredi na novo, torej da se priklopi zavodu in da se potem tam poračunava poraba. Pa mogoče še same, prej je bilo rečeno, ja, da dovoz je omogočen vsem skupinam, v bistvu smo mi zelo res utesnjeni zdaj na tem področju. Cesta taka kot pač je, ki vodi zdaj na šolsko dvorišče in tam mimo ni več obravnavana kot intervencijska pot, ampak je intervencijska pot samo do športne dvorane od zadaj, se pravi v tem kotu med prizidkom in starim delom šole. Tako da o intervencijskih poteh zagotovo ste tudi pomislili, kje to bo, z kakšne strani bo to lahko pripeljano do tja. Hkrati pa zdaj seveda tudi spregovorimo o parkirišču. Zelo hvaležni delavci šole, predvsem, ker brez tega ne vem, kako bi se znašli. Vidimo, da tudi prebivalci občine Ravn parkirajo na tem področju, ampak če bo zdaj tam pa ena velika dvorana, bo pa vendarle treba s tem parkiriščem nekaj narediti. Vsak mesec ga je treba zdaj z gredarjem pa ponovno posipati, tako da prosim, da se to recimo tudi v nek prihodnji ne preveč dolg čas umesti. Hvala. Hvala za razpravo, gospod Verdinek. Še kakšna razprava? Če ni, lahko zaključimo in prihajamo na glasovanje. Po točko 4.1, torej dokument identifikacije investicijskega projekta notranja prenova in dozidava športne dvorane Prežihovega Voranca, so trije, sta dva točka, mislim je sklep v dveh točkah. Glasi se, občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejema prvič. Občinski svet občine Ravne na Koroškem potrjuje dokument identifikacije investicijskega projekta notranja prenova in dozidava športne dvorane Prežihovega Voranca in načrt razvojnih programov za projekt notranja prenova in dozidava športne dvorane Prežihovega Voranca. Drugič, občinski svet občine Ravne na Koroškem povlača župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov tekstu dokumenta. Kdo je za?
8 je za, to je soglasno, ker se še ni pridružil en svetnik. Točka 4.2, predlog sklepa se glasi, Občinski svet občine na Koroškem sprejema, Občinski svet občine na Koroškem potrjuje predinvesticijsko zasnovo projekta notranje prenove in dozidava športne dvorane Preživega Voranca in načrt razvojnih programov za projekt notranje prenove in dozidava športne dvorane Preživega Voranca. Drugič, Občinski svet občine na Koroškem povlašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov teksta dokumenta. Kdo je za? Ti tako za zdravila. Tam vsako sekundu plača, je zdaj hitro. Pa tretjič, 4.3, no. Občinski svet občine na Koroškem sprejema, prvič, Občinski svet občine na Koroškem potrjuje investicijski program notranje prenove in dozidava športne dvorane Preživega Voranca in načrt razvojnih programov za projekt notranje prenove in dozidava športne dvorane Preživega Voranca. Drugič, Občinski svet občine na Koroškem povlašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov teksta dokumenta. Kdo je za? 18 za. Hvala za soglasen sprejem. No, naslednji bo bolj kratek sklep. No in pa sva 5. točka današnje izredne seje, ki je izključno povezana torej z prejšnjo točko, rebalans proračuna občine na Koroškem za 2024, kajti svoja investicija mora biti umeščena v proračun, da se lahko prijavi, in bi prosil gospod Dagmar Gorinšek, da predstavi ta predlog rebalansa, ki je kot rečeno za razliko od prihodnega rebalansa, ki je že bi rekel, v proceduri, izključno samo s temi spremembami, kot ste jih sprejeli v prejšnjih točkah. Hvala županu za besedo. Lep pozdrav v imenu strokovnih služb, kot je župan že napovedal, da danes boste potrjevali rebalans številka 1, v mesecu juniju pa bolj obsežen in bolj zanimiv in pest rebalans številka 2. Glede tega rebalansa bi rekla, da je ta rebalans pripravljen v skladu z 10. členom Zakona o javnih financah, ki določa sestavo rebalansa, to se pravi splošni del, posebni del, obrazložitve in načrt razvojnih programov. Ta rebalans, ki je pred vami, vključuje glede skladu za sistematizacijo, kadrovski načrt, načrt nabav in gradenj, ter načrt prodaje stvarnega premoženja ter pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim in premičnim premoženjem občine, to se pravi v istem besedilu, kot je bil sprejet v samem postopku sprejema občinskega proračuna 24. januarja 2024, to pomeni, da v tem delu ni nobenih sprememb. Kot je že župan že prej, ta rebalans je specifičen, glede na to, da je predlagan zaradi prijave, kot je že kolegica prej razložila, na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, da pa je potrebno, da se vključita oba dva projekta, ki sta bila predhodno predstavljena v veljav načrt razvojnih programov in projekt, vemo, da projekti so lahko izvedljivi, so lahko bomo rekel, potrjeni oziroma morajo biti veljavni. To pomeni, da ta dva projekta, ki ste jih potrdili, sta vključeni v načrt razvojnih programov, ki pa mora biti seveda v sestavni del potrjenega rebalansa proračuna, da se občina Ravne na Koroškem lahko dejansko na to ministrstvo tudi prijavi. Hvala lepa. Hvala, gospod Gorinšek, za predstavitev rebalansa. Odpiram razpravo. Prosim, gospod Breznik. Hvala za besedo. Moje vprašanje se sicer bolj nanaša na naslednji rebalans, pa vseeno. Zanimajo me tisti projekti popoplavni, ki so bili v naši tabelci označeni oziroma pri katerih je bilo zapisano rebalans. Zdaj me zanima, ko smo glih odprli prej temo tudi tega junijskega, a bodo te projekti umeščeni v tisti rebalans, lahko to pričakujemo z neko gotovostjo. Konkretno me pa zanima, mogoče imamo glih predstavnico strokovnih služb tule, Plas Leskovc. Zdaj po mojih informacijah, tam je bila tudi državno-tehnična pisarna na ogledu, se še ni v bistvu nič kaj zgodilo, nič kaj postorilo, pa me zanima, teka imam mogoče že slučajno kako informacijo, kdaj, kako časovnico, kdaj lahko v bistvu ljudje pričakujejo kakršnokoli sanacijo na tistem področju. Svoda verjetno po tem drugem rebalansu, če bo to noto, ampak vseeno, če imamo karkoli, da dobijo nek odgovor. No. Hvala. Hvala. Prosim, če gospod Šimenc, pa pol odgovarjamo v paketu. Lep pozdrav vsem. Ne vem, če glih spada to zraven, ampak včeraj smo imeli 9. sejo projektnega sveta Ravne zdravo mesto. Dobili smo informacijo, da bo se brisala postavka za tega, kaj je že, športnega referenta ali kaj že, pedagoga,
In me zanima, je to res ali ni res. Ker to je tudi gospa ravnateljica bi lahko bolj razložila, tudi oni imajo v časovnico pa urnik že narejen, ampak se ne strinjamo s tem, da bi se ta postavka ukinila. Prosim za obrazlago. Hvala. Še kakšna razprava, če ne bi odgovarjali. Najprej prosim, gospod Laznik, za predstavitev oziroma pojasnilo sanacijskih oziroma predvsem tega plazu Leskovec, o katerem je tekla beseda, kaj se z njim dogaja v razmerju med DTP-jem in občino, pa sanacija v rebalansu. Prosim. Ja, pozdravljeni še z moje strani, hvala za besedo. Zdaj, kar se tiče, prvo vprašanje je bilo v povezavi z projekti, ki so označeni za besedico rebalans. To so v bistvu novi projekti, ki bojo tekli iz predhodnega programa in se bojo prelevili v redni program na Ministrstvo za naravne vire in prostor, jih pa podobno kot te projekte, ki jih je predstavila sodelavka Hrašan, ki nimajo svojih proračunskih postavk, ne v proračunu, se zdaj s tem rebalansom na novo umeščajo v bistvu zaradi situacije, ki se je zgodila v proračun občine, tako da v bistvu lahko začnemo operativno delati. Zdaj vprašali ste še pa dotično za en kar dokaj zanimiv projekt, situacijo v občini Ravne, to je Plaz Leskovec. Tam je situacija pač v bistvu tako dolgo je trajalo, da smo se dogovorili, kdo bo naredil kaj, ker bi nismo mogli določiti, kdo bo pristojen za kaj dejansko. In mi zdaj smo v situaciji, kjer nam je DTP z vsemi strokovnimi poročili naročil, da občina v bistvu izvede preliminarne geološke raziskave, naroči vrtine, naroči kartiranje hidroloških izvirov, se pravi, da se dejansko določi, kje voda teče iz tega pobočja in se naroči projekt odvodnjavanja. Zdaj, mi to bomo uredili do konca tega tedna, ker smo v bistvu šele pred kratkim prejeli to poročilo. Gre pa verjetno tu dotično za reševanje situacije ene družine na Koroškem Selovcu. Ne gre tu v bistvu za projekt dokončne sanacije plazu, ker bomo najprej odvedli vodo iz območja, potem bo DTP izvajal monitoring na to vrtino, ki jo bomo mi zagotovili. Šele po odbrani vrtini, v bistvu po neki časovnici, bodo pa verjetno sprejeli končno odločitev, kaj do končne sanacije plazu, ali pa bodo ti ukrepi, ki jih pa zdaj navajam, že zadostni. Tako da v bistvu tu se zdaj lotevamo zgodbe v kooperaciji z DTP-jem in mislim, da je zadeva kar dokaj dobro in strokovno zastavljena. Hvala. Hvala za to pojasnilo. Zdaj, kar se tiče pa bi rekel, novega rebalansa junija, kjer drži informacija, da razmišljamo o tem, da bomo predlagali spremembo tudi na odhodkovni strani v smislu varčevanja, bojo najprej na pregledu postavke, ki ne pomenijo zakonite obveznosti občine, kajti, ko ste me prej spraševali, občina ni v zavidljivem finančnem položaju in vse postavke, ki ne pomenijo zakonske obveznosti, bojo najprej na pregledu in pa tudi na Zavodu za šport. Situacija ni rožnata in nas je direktor že parkrat obiskal, da bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ne samo likvidnostno, ampak tudi v smislu realne odhodkovne postavke na proračunu v nemajhnih sredstvih, kar boste natančno prešetali. Govorim pa o več 100.000 evrih, ne o 30.000, ki je za športnega kluba predvidenih in vse, po mojem, ne bomo zmogli, razen če bomo spet tonili v, bi rekel, bistveno večjo porabo, kot pa imamo sistemskih sredstev. Zato razmislek, ki ga povemo na glas, ampak to bo v delovnem osnutku oziroma v osnutku rebalansa proračuna številka 2, kot je gospod Grinšek poimenovala, in boste o tem razpravljali in ta razmislek se bo treba skupno upraviti, tudi s športniki, tudi z šolami, ki bi zaposlili tega pedagoga. Ni še kdo zaposlen, to se je iskal rešitev še. Še kaj glede rebalansa, glede na to, da je odprta točka rebalans, lahko v bistvu vse sprašujete, odločamo pa bolj, ko ne samo o tem, kar je predlagano. Če ni razprave več, predlagam sklep, ki se glasi: Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme rebalans proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2024 in odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2024. Kdo je za? 8 je za, soglasni sprejem.
Se vam zahvaljujem in s tem tudi zaključujem 5. izredno sejo. In kot rečeno, v drugi polovici junija se vidimo na redni seji občinskega sveta z, kot rečen, predlogom rebalansa, ki pa bo pač manj ugoden. Tako da, hvala vam za današnjo udeležbo.